Slovencem po svetu in domovini. Lepo pozdravljeni. Mohorjeva družba je vedno skrbela za celoten slovenski kulturni prostor. Jutri bo menilo 175 let od podpisa razglasa o ustanovitvi Društva svetega Mohorja. Zaradi novonastalih razmer po prvi svetovni vojni danes delujejo 3 Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici. In jubileju organiziranega slovenskega založništva bomo tudi posvetili našo tokratno oddajo. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V današnji oddaji boste lahko slišali posnetke z rednega letnega srečanja, ki ga je vodstvo vseh 3 Mohorjevih družb, torej iz Celja, Celovca in Gorice, imelo v mesecu juniju in sicer v Celju. Najprej prisluhnimo skupni izjavi, ki jo je podala ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič. 27. julija 1851 je bil v Celovcu podpisan razglas o ustanovitvi Društva svetega Mohorja, ki pomeni seveda torej tudi jubilejnih 175 let organiziranega slovenskega založništva. Mohorjeva je prva organizacija, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, Slovence navadila brati, moliti in jih vodila do vsakršnega napredka. Mohorske knjige so Slovencem prinesle večjo bralno pismenost, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma, poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, znanstveno literaturo, razvedrilo in vse splošno umiko v maternem jeziku. Globoka duhovna in kulturna vizija blaženega škofa Antona Martina Slomška je tako pred 175 leti priklicala k življenju Mohorjevo družbo, ki je ves čas iskala in v vseh krizah prelomnih časov tudi našla odgovore na svoje zastavljeno poslanstvo s knjigo Prebujati slovenskega človeka za ljubezen do lastnega jezika, naroda in vere. Kot že rečeno, torej zaradi novonastalih mej po prvi svetovni vojni danes delujejo 3 Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici, vse 3 kot samostojne pravne osebe v 3 državah, a v sodelovalni povezanosti skupnih korenin. V 35. letu slovenske države, torej slovenski narod obeležuje 175 let delovanja prve slovenske založbe in ni veliko organizacij, ki bi se ponašale s tako dolgo zgodovino neprekinjenega delovanja in to toliko močneje priča o odnosu Slovencev do svojega jezika, kulture, pisane besede, ustvarjalnosti, slovenske umike. Torej po Slomškovi zaslugi in zaslugi njegovih somišljenikov so prav mohorske knjige postale tisti element, ki je povezoval Slovence celotnega etničnega prostora že skoraj poldrugo stoletje pred tem, ko smo lahko začeli na glas razmišljati o slovenski državi. Čisto na kratko v zgodovino, torej po koncu prve svetovne vojne se je Mohorjeva leta 1919 morala umakniti iz Celovca. Za 8 let je zatočišče vso založniško in tiskarno dejavnostjo našla na Prevaljah, leta 1927 pa se je preselila v Celje, kjer domuje že 99 let. Se pravi, je to hkrati tudi napoved za eno okroglo obletnico prihodnje leto. In nobeno leto od ustanovitve do danes, niti med vojnama izdajanje knjig ni usahnilo. Tudi ko knjige zaradi političnih sprememb niso mogle do ljudi onstran novih državnih meja, je bila najprej 1924 v Gorici ustanovljena Goriška Mohorjeva družba. Ta najmlajša mohorska sestra se je rodila v času preganjanja slovenskega jezika in s tem naroda na Goriškem in Tržaškem s posebnim poslanstvom. Ohranjati slovenstvo na tem obmejnem prostoru ne le živo, ampak tudi dejavno, kot eden sestavnih delov 3 narodnosti, slovenske, furlanske in italijanske. To je dosegala s knjižnimi izdajami, ki odkrivajo, širijo poznavanje domače krajevne zgodovine, kulture in umetnosti ter krščanske vere v vseh njenih razsežnostih.
Iz tega bogastva je rasel trdoživ ponos do lastnega jezika, ki ni klonil v najtežjih časih zlasti 2 svetovnih vojn in spremenjenih pogojev narodovega življenja na tem koščku slovenske zemlje. Ne samo, da ni klonil, prerasel je v kulturni dialog z obema sosednjima narodoma ob zahodni meji. In tako že desetletja po 2. svetovni vojni Goriška Mohorjeva družba izdaja knjige slovenskih in italijanskih avtorjev tudi v italijanskem jeziku. S tem gradi enotnejši in strpnejši duhovni in kulturni prostor z edinstvenim poslanstvom povezovanja in približevanja narodov v iskanju skupnega dialoga preko različnih jezikov. V svoji narodni majhnosti se zaveda, da je na ta način lahko lastnemu matičnemu narodu in številnim večjim ter močnejšim narodom Evrope zgled in spodbuda, da tudi tako majhna ustanova nadvse pomembno prispeva svoj dragoceni kamenček v mozaik duhovno bogate in kulturno pestre knjižne ponudbe, ki ne pozna meja med narodi. V letu 1940 je nacistična oblast Celovcu prepovedala Mohorjevo družbo in jo odvzela nepremičnine. Leta 1947 so Celovško Mohorjevo ponovno ustanovili in odvzete nepremičnine so ji bile vrnjene. Od ustanovitve je tako Mohorjeva družba tudi najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem, ki si prizadeva za kulturni, izobraževalni in narodni razvoj slovenske skupnosti in za širjenje slovenskega jezika. Danes je založniška dejavnost v slovenskem in nemškem jeziku pravzaprav manjši del poslanstva Mohorjeve v Celovcu, saj kot najpomembnejše središče slovenskega kulturnega življenja na Koroškem odločilno prispeva k ohranjanju slovenske identitete, kulture in zgodovinskega spomina med koroškimi Slovenci v Avstriji ter spodbuja dialog, sodelovanje in povezovanje med slovensko in nemško govorečo skupnostjo. Posebno pozornost poleg spodbujanja bralne kulture namenja predvsem vzgoji in izobraževanju mladih v dvojezičnem okolju, dejavnosti dvojezičnih jasli, vrtca, ljudske šole in dijaškega doma varstva, ob tem pa še lastne tiskarne in številnih družbeno pomembnih projektov, vsem tem pa je tudi eden večjih zaposlovalcev na avstrijskem Koroškem, kjer sta znanje slovenskega jezika in dvojezičnost pomembna prednost. Z vsemi temi dejavnostmi je današnja Mohorjeva družba v Celovcu tudi pomemben nosilec gospodarske in kulturne stabilnosti slovenske skupnosti v regiji. Celjska Mohorjeva družba pa tudi danes z okrog 70 izdanimi naslovi letno sodi med večje klasične slovenske založbe, širokim repertoarjem humanistike in leposlovja za vse generacije. Torej vse od izida Slovenske kolede za leto 1859 še danes izdaja vsakoletni znameniti Mohorjev koledar, nadaljuje edinstveno tradicijo redne zbirke, ki jo na svoj način izdajata tudi sestrski založbi. In tako imenovana Mohorjeva zlata doba v času urednikovanja Franca Saleškega Finžgarja je dala pogum založniškim podvigom vse do današnjih dni v projektih, kot so Platonova zbrana dela, prevod božanske komedije, prvi veliki slovenski filozofski leksikon Antona Stresa, leksikon likovne teorije Jožefa Muhoviča, Jegličev dnevnik, Hieronimova pisma in še marsikaj, tisočim drugim humanističnim in leposlovnim, izvirnim in prevodnim knjižnim delom. Celjska Mohorjeva skrbno neguje tudi za slovenski kulturni in duhovni prostor nepogrešljivo pomembne zbirke, kot so Religiozna misel, Cerkveni očeti, Antika, Nobelovci, Slomškova zbrana dela, Neminljivi smisel. Knjiga je torej tako prav po zaslugi Mohorjeve družbe in danes vseh 3 družb pomembna vrednota slovenstva in ne, tudi danes pomen slovenske knjige ni nič manjši. Prepričana sem, da moč knjige ni odvisna od našega spremenljivega dojemanja njene moči. In verjamem, da so toliko bogatejši torej tisti, ki se te moči zavedajo, tisti, ki berejo knjige. Res pa je, da je v današnjem času za ohranjanje, kultiviranja in funkcionalne pismenosti slovenskega naroda potrebno vložiti več prizadevanj v tem zavedanju. Glasneje in načrtno je potrebno opozarjati na pomembnost slovenske knjige, ki je ohranjevalka in branilka razvoja slovenskega jezika, da nam jezik ne spolzi med prsti dojemanja samoumevnosti kulturnih vrednot, ki so naredile slovenski narod. Poslanstvo slovenske omike je namreč tudi sodobni družbi vse bolj potrebno, ko se zdi, da jezik javnosti ne pozna več potrebne strpnosti, ne loči več pravih meja spodobnosti, se ne ozira dovolj na meje lastne svobode.
Pomembno je, da ima slovensko založništvo prav v Mohorjevi družbi odgovornega branika kakovostne, klasične in tradicionalne literature, da ob drznih sodobnih založniških projektih in kakovostnem modernem literarnem razvoju sočasno ohranja tudi živo vez s tradicijo, slovenskim izročilom in duhovnimi koreninami slovenstva, razvejanega in kulturno bogatega v celotnem etničnem prostoru, tako v slovenski državi kot v izseljenstvu in zamejstvu. Na milijone knjig Mohorjeve družbe je tako neprecenljiva vez s preteklostjo in prihodnostjo, že doživetim in spoznanim, že odkritim in zapisanim, hkrati pa tudi z neslutenimi možnostmi, ki jih današnje in pretekle knjige ponujajo prihodnjim bralcem. Tako ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič, ob jubileju 175-letnici najstarejše slovenske založbe, in ta jubilej praznujemo prav v letu, ko samostojna in neodvisna Slovenija praznuje 35 let. V nadaljevanju boste slišali še, kako delujejo vse tri Mohorjeve družbe in kakšno je njihovo poslanstvo v današnjem času, ter tudi pred kakšnimi izzivi stojijo. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si. Jutri bo najstarejša slovenska založba, Mohorjeva družba, dopolnila 175 let. Njene korenine so v Celovcu, še dandanes deluje tam, pa seveda tudi v Celju in v Gorici, torej povezuje ves slovenski kulturni prostor, še posebej tudi naše zamejstvo. Prisluhnimo zdaj nekaj poudarkom iz delovanja Mohorjeve družbe v Celovcu. Predsednik monsignor Ivan Olip in pa direktor dr. Karel Hren. Mohorjeva se je rodila v Celovcu, sedaj deluje v 3 državah kot 3 sestre, ki so tesno povezane med seboj. In veseli smo, da se vsaj enkrat letno, enkrat v Gorici, enkrat v Celju, potem spet v Celovcu, srečujemo in s tem spodbujamo drugega pri našem skupnem poslanstvu. Ja, prav lep dober dan tudi v mojem imenu. Me veseli, da smo se tle v tem sestavu danes zbrali. Jaz bi sedaj, ki je itak bilo že zelo veliko povedano, tudi glede Celovca, izpostavil sam še nekatere posamezne momente. Prvi je ta, da me veseli tudi odmevnost na to tiskovno konferenco. Mi pogostokrat doživljamo v Celovcu seveda situacijo ene strani, da so mediji pod pritiskom, da je potem itak udeležbe deloma na določenih tiskovnih konferencah, da ni tako močna. In drugič, da seveda, če si publiciraš v manjšinskem jeziku, da je to še veliko težje. To se pravi, za nas je že pomembno, ker smo nekje na tisti severni liniji, da čutimo v Sloveniji neko zanimanje za našo stvar, neko odmevnost, da nas mediji pri tem podpirajo, kjer potem si nekoliko okrepljen, tudi če nastopaš v Celovcu, ker sicer, če tega ne bi bilo, bi bili nekoliko osamljeni. To se pravi, za nas je to že potrditev tudi našega dela, da imamo to medijsko pozornost, to podporo tudi strani Republike Slovenije, tudi z vaše strani. To je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar, ki je bila prej že povedana, je ta, da Celovška Mohorjeva družba se toliko razlikuje od ostalih 2 Mohorjevih družb, da je pri nas založniška dejavnost sicer najbolj tradicionalna dejavnost, ampak ena od več dejavnosti. Mi imamo poleg založbe tudi tiskarno, knjigarno in potem velik izobraževalni sektor. In ta izobraževalni sektor sega pa od jasli, vrtca, šole do dijaškega doma, do mature. In to je seveda za ohranjevanje manjšinskega jezika zelo pomembno. Zelo močni smo naprimer tudi pri šolskih knjigah, ravno tudi zaradi te kombinacije z izobraževalnim sektorjem. In skupaj Mohorjeva družba v Celovcu zaposluje skoraj 100 oseb. To se pravi, smo že tudi v tem celovškem merilu neka prepoznavna struktura, tudi nemška javnost nas nekje registrira. Skušamo seveda biti tudi povezovalni in seveda je 175-letnica za nas tudi prvič lep izraz neke vztrajnosti, da se tam
je ta struktura vseh teh desetletjih obdržala. Tudi določeni momenti v tej zgodovini niso bili enostavni. Prej je bilo že rečeno, da je bila Mohorjeva družba Celovcev razlaščena že leta 1940, to se pravi še preden so nacisti napadli Jugoslavijo, so že videli nekje glavnega nasprotnika ravno v Mohorjevi družbi, da so že v tistem momentu takoj prepovedali. Tudi kasneje ni bilo vedno enostavno za Mohorjevo družbo, ampak zato nas seveda veseli, da imamo ta lep jubilej in da razvijamo nekje to stvar naprej. In meni se zdi tudi ta trojnost teh naših treh družb nekaj posebnega. Vsak ima neko zgodovino za sabo, vsaka od teh treh družb je doživela zgodovinske momente, ki niso bili enostavno. Danes je pa ravno to morda tudi moč Mohorjeve družbe. Goričani so nek slovenski most v romanski svet, mi smo nek most v germanski svet in skupaj pa smo s tem tudi močnejši s vsemi temi našimi dejavnostmi. Tako sta o delovanju celovške Mohorjeve družbe spregovorila predsednik monsignor Ivan Olip in direktor dr. Karl Hren. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Prav jutri je obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. To se je seveda zgodilo v Celovcu. Vemo, da Mohorjeva družba deluje tudi zelo močno v zamejskem prostoru in na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju, sta spregovorila tudi monsignor Renato Podbersič, predsednik Goriške Mohorjeve družbe in nato še tajnik Marko Tavčar. Naša Goriška Mohorjeva družba seveda je najmanjša med temi sestrskimi družbami. Nastala je, kot je bilo že rečeno, iz političnih razlogov, ker so nastale nove države. Prej smo bili močno povezani s Celovcem. Je bilo do 16,000 članov, Mohorjanov. V starih časih pred 100 leti, torej 1924. je bila ustanovljena formalno, 25. je pa začela izdajati knjige. Gotovo je veliko naredila, še posebej v času pod Italijo, to se pravi v času fašizma, in je pravzaprav bila edina, ki je med drugimi ustanovami ostala še živa. To se pravi, jo fašizem ni uničil v tistih 25 do 30 letih prejšnjega stoletja. Zavedamo se, da ta majhnost je lahko tudi velika prednost. Gotovo nimamo tistih bogatih finančnih rezerv ali izvirov, kakor ostali dve Mohorjevi družbi. Obenem tudi ne obvladamo toliko knjižnih izdaj, prihajamo tam do 10 knjig na leto v izdajanju. So pa te knjige dragocene, bodisi zaradi tega, ker ozaveščajo našega manjšinskega, če smem grobo izraziti, človeka v Italiji in blizu meje z našim slovenskim jezikom, kar ni samo po sebi umevno v takem velikem narodu, kot je italijanski, in kjer imamo za sogovornika človeka, Italijana ali Furlana, ki se čuti velikega in seveda naš slovenski jezik velikokrat mu dela velikanske težave. Prej se bo navadil angleško ali nemško ali francosko, kakor slovensko, pa živimo skupaj. Torej, se čutimo most med narodi. In v tem pogledu je Goriška Mohorjeva družba enkratna v smislu, da kljub majhnosti in majhnim sredstvom kljubuje temu pronicanju kapljica za kapljico v romanski svet. Še posebej
od nastanka samostojne Slovenije je ta poudarek bolj v ospredju in ga skušamo uresničevati z izdajami v italijanskem jeziku, obenem pa skrbimo tudi za prehod iz italijanskega prostora v slovenski prostor v problematikah, ki so nam blizu. Jeden poseben poudarek je skrb za izdaje knjig naših preganjanih med fašizmom in komunizmom oseb. Posebej so to bili duhovniki, ki so bili obsojeni celo na smrtno kazen ali pa velike zaporne kazni, odsedeli precej let in podobno. In imamo kar še nekaj takih duhovnikov, ki računamo, da bomo o njih izdajali knjige. To so bili res branitelji naše narodnosti ob tej meji. Rečemo jim z enotno besedo, ki je bolj beneškega izvora, čedermaci. In vsako leto, skoraj zdaj zadnja leta, izide kakšna knjiga z tega področja. Posebno problematiko in pozornost posvečamo tudi skrbi, da ne ločimo posvetnega prostora od duhovnega prostora. Sem prihajajo, zlasti v preteklosti, morda še bolj kakor danes, ampak v načrtu imamo tudi to, da bi posvetili pozornost našim, recimo, božjim potem, pa tudi središčem, kjer je duhovna kultura nastajala in se potem širila še v druga središča. Zelo veliko željo imamo nadaljevati tudi primorski biografski slovenski leksikon, ki je izšel v 70-ih, 80-ih letih. Takrat je končal, ja. Mi imamo pa še v načrtu nadaljevanje tega, če bodo sredstva in volja ljudi to dovoljevala. Upamo, da bomo program peljali naprej in s tem obogatili tudi naš primorski in s tem tudi vseslovenski prostor. Ja, gospod Podvršič, naš predsednik, je dejansko izpostavil celotno sliko in tudi načrte, ki jih gojimo pri Goriški mohorjevi družbi. Jaz bi samo v dopolnilo pojasnil, da je Goriška mohorjeva družba del zadruge Goriške mohorjeve. Se pravi, da zadruga povezuje 3 enote. Knjižne izdaje, se pravi Goriško mohorjevo družbo, ki je najstarejši dejavnik v tem okviru, tednik Novi glas, zahvaljujem se glavnemu uredniku, da je danes med nami, ki seveda tudi že od leta 1995 izpolnjuje v našem prostoru izredno pomembno vlogo kot medij, ki izpostavlja in izrisuje ta drugi vidik pluralnosti v medijskem prostoru v zamejstvu. In še otroško revijo Pastirček, ki je najstarejša otroška revija med Slovenci v Italiji, saj izhaja vse od šolskega leta 45-46. Torej so ti 3, bi rekel, elementi, ki sestavljajo zadrugo, ki imajo seveda vsak nekje različno področje delovanja, vendar v enotni skrbi, da našim ljudem ponujajo knjige in branje, ki jih dopolnjuje, izobražuje in torej opravljamo tisto poslanstvo, ki velja za mohorjeve družbe vse od svoje ustanovitve dalje. Ja, tako smo zdajle slišali o delovanju Goriške mohorjeve družbe, najmlajše med sestrskimi družbami, ki pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske identitete in slovenskega jezika v Italiji in deluje kot most med kulturami in narodi. Govorila sta predsednik Goriške mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič in pa tajnik Marko Tavčar. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
gledališče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Današnjo oddajo posvečamo Mohorjevi družbi in njeni letošnji 175-letnici. Prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. Seveda Mohorjeva deluje tako v Celovcu kot tudi v Gorici in je zelo pomembna tudi za naš zamejski prostor. No, seveda pa že skoraj 100 let Mohorjeva družba deluje tudi v Celju. Prisluhnimo zdaj predsedniku celjske Mohorjeve družbe, Lojzetu Kozarju. Meni se zdi zanimivo, pomembno to, da Mohorjeva družba ni nastala v Ljubljani, ampak v Celovcu, se pravi na obrobju slovenskega prostora. In tako še danes delujeta dve, celovška in goriška, na obrobju slovenskega prostora. Pa tudi jaz kot trenutni predsednik celjske Mohorjeve prihajam z obrobja, iz Prekmurja, ki je komaj 100 let povezano z osrednjo Slovenijo. To samo govori, kako je Mohorjeva družba ves čas skrbela za celoten slovenski prostor. Ne glede na državne meje, pač koliko so to okoliščine dovoljevale, je pošiljala knjige vsem Slovencem. In to je nekako poslanstvo Mohorjeve še danes, da skrbi za obrobje. Pa ne samo fizično obrobje slovenstva, ampak sploh obrobje, ko je tudi beseda kot taka, slovenska beseda, marsikomu danes nekje na robu, mu ni tako pomembna. Mohorjeva družba, oziroma vse tri Mohorjeve družbe, pa svojim prizadevanjem skrbijo, da pride knjiga do teh ljudi, ki se čutijo malo na robu, duhovno na robu, kulturno na robu ali kako drugače na robu, da jim prinaša neko upanje, neko bogatstvo, ki ga lahko zajamemo v knjige in v to delo, ki ga te tri ustanove opravljajo. Pa se veselim te visoke obletnice, pa se veselim obstoja vseh treh Mohorjevih družb in sem prepričan, da bomo še naprej delali to, kar je naše poslanstvo, da bomo skrbeli za obrobje in s tem tudi krepili tisti osrednji del. Kajti, če je obrobje močno, je tudi celota močna, če se pa obrobje krha, se pa ta osrednji prostor vedno bolj zožuje. In prepričan sem, da se ne bo zoževalo, kajti imamo tri take močne ustanove, ki bodo to še naprej ohranjale. Lepo besedo in lepo, bogato vsebino, kar bo še naprej prihajalo do vseh ljudi. Tako Lojze Kozar, predsednik celjske Mohorjeve družbe. Na srečanju v Celju so predstavniki vseh treh Mohorjevih družb, torej iz Celovca, Gorice in Celja, govorili tudi o tem, koliko knjig na leto pravzaprav izdajo. Takole sta spregovorila direktor Celovške Mohorjeve Karel Hren in pa Danica Ozvadič, ravnateljica celjske Mohorjeve družbe. Pri nas je približno 40 knjig, mi smo pa zelo močni tudi in to je glavna gospodarska dejavnost na področju založbe pri šolskih knjigah. In tam skrbimo na eni strani za dvojezične knjige oziroma za slovenske knjige, tudi za pouk na dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem in potem pa tudi za številne veroučne knjige, to se pravi, tam imamo pomembno vlogo glede teh šolskih knjig in te knjige so potem tudi digitalizirane, tako da to je tudi važna komponenta našega založniške dejavnosti. Celjska Mohorjeva izda nekje med 70-80 naslovi, včasih tudi kakšnega več, pač odvisno malo od založniškega leta, od zahtevnosti projektov, ker pokrivamo res širok spekter pravzaprav za celotno bralstvo, od knjig za otroke in mladino, domačega prevodnega leposlovja, strokovnih knjig, znanstvenih knjig, tudi učbeniških gradiv, tako da je to številka
tam nekje se giblje. Še zmeraj sodimo med eno večjih slovenskih založb. Mislim, da je v Sloveniji založb, ki izdajo več kot 50 knjig na leto, tudi tam nekje 8 do 9. En začetek in danes 3 Mohorjeve družbe, ki si prizadevajo, da knjiga doseže ljudi, da jim prinaša upanje in duhovno bogatstvo. Kakšno pa je pravzaprav sodelovanje med vsemi 3 družbami? O tem Marko Tavčar, Renato Podbersič in pa Karl Hren. To sodelovanje se je začelo sredi 80-ih let, ko smo se na pobudo dr. Inska iz Celovca in Valentina Inska starejšega in patra Žvegliča, ki je bil takrat predsednik Celjske Mohorjeve družbe in torej našega odbora Goriške Mohorjeve družbe, smo se dobili prvič na Koroškem. In od takrat dalje dejansko se ti sestanki redno odvijajo, enkrat, dvakrat na leto. Na teh sestankih se pogovarjamo pač o stanju, o razmerah in tako dalje. In običajno tudi se dogovarjamo glede skupnih izdaj. Vsaj 1 knjiga, 2 knjigi na leto izidejo kot skupna izdaja. Včasih so te izdaje tudi recimo vezane med 2 založbama, včasih vse 3 sodelujemo, pač glede tudi na vsebine, ker je jasno, da nekatere vsebine bolj nagovarjajo celoten slovenski kulturni prostor, druge pa bolj recimo osrednjeslovenskega ali nekje na meji s tem primorskim svetom oziroma Koroškim, ne? Tako da to je malo odvisno od leta do leta. Nekatere izdaje so bile tudi, bi rekel, tako kar dragocene in zahtevne, druge mogoče malo manj, ampak gotovo so to knjige, ki skušajo ohraniti in dati neko vrednost temu celotnemu našemu slovenskemu kulturnemu prostoru. Še kdo kaj dodal? Morda bi samo dodali še to, da poleg skupnih knjig na leto izdamo tudi kakšne določene članke za sestavke za koledar, ki jih potem objavimo še v ostalih sestrskih koledarjih. Ja. Jaz bi dodal samo to, da Celovška Mohorjeva družba tudi kot volilni partner vodi razne čezmejne evropske projekte in naprimer tudi na relaciji Avstrija-Italija, in tam je seveda potem zelo dobrodošlo, da imamo partnerje v Gorici in se potem tudi lahko na nje obračamo, če imamo te kakšne konkretne projektne aktivnosti. Tako da to je v smislu tega mreženja že zelo pomembno. Glede samega števila knjig bi pa še to dodal, da sicer jaz sem prej rekel, da imamo 40 knjižnih naslovov na leto, ampak smo na avstrijskem Koroškem tista založba, ki izda največ knjig. To je spravi Koroška relativno majhna dežela, 1/4 Republike Slovenije po prebivalcih, in je ta knjižna produkcija že tudi odmevna v nemško govorečem prostoru. To spravi, če greste v eno nemško knjigarno v Celovcu, najdete tam, če gre za sodobno zgodovino etc. številne knjige Mohorjeve družbe. In je to že zelo pomembno tudi za oblikovanje javnega mnenja med nemško publiko, ta založniška dejavnost slovenske manjšine. Tako da tle imamo že tudi neko širšo vlogo, ki je potem tudi v nemškem prostoru prepoznavna. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Tokratno oddajo posvečamo jubileju Mohorjeve družbe, ki ni nastala v osrednji Sloveniji, temveč v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja, in Celovška in Mohorjeva družba danes še vedno uspešno delujeta, sta branika na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. O knjigi in o prihodnosti knjige so prav tako razmišljali na rednem letnem srečanju vseh 3 Mohorjevih družb meseca junija v Celju, in tako bomo zdajle slišali ravnateljico Celjske Mohorjeve, doktorico Tanjo Ozvodič, potem bo govoril tudi magister Ivan Olip, ki je
predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, pa tudi dr. Karel Hren in še urednik celovške Mohorjeve Hanzi Filipič. Torej vabljeni, da prisluhnete. Mogoče ena od stvari, na katerih se mi zdi, da bo vsaj celjska, pa tudi sicer mislim, da Mohorjeva družba obstala, je kljubovanje temu načinu razmišljanja, kamor gre razvoj sodobnega sveta, samo zato, ker lahko. Počnemo stvar, razvijamo tehnologije samo zato, ker lahko. Ne glede na to, ali to človeštvu prinese kaj dobrega ali ne. In tako smo zdaj v teh dneh brali, na severu prepovedujejo elektronske naprave, mobitele, elektronska digitalna gradiva v nižjih triadah izobraževanja. Se pravi, tu se mi zdi, da je potrebno, da vstopamo, govorim zase, kot celjska Mohorjeva družba, v ta prostor zadržano v tem smislu, da knjiga, branje ostane neko varno vzletišče človeštva, če začnem tam, kjer človek začne brati v otroštvu. Se pravi, da ne sledimo nekim trendom in razvoju, ali tako kot smo tudi v zadnjem času brali, da se moramo založniki prilagajati bralcu in ga najti tam, kjer nas potrebuje, dokler gre za neko preživetje in za neko doseganje poslovnih rezultatov. Poslanstvo Mohorjeve je pa predvsem drugje, v ohranjanju kakovostne literature in tudi v ustvarjanju tega, kar se nam zdi, da je za človeštvo, če zdaj tako na široko rečem, smiselno, vredno, potrebno. Torej ne samo sledenje razvoju, kar lahko, ampak kot en garant, Mohorska knjiga kot en garant kakovostne literature. Pa se da s tem preživeti. Predvsem korona, mislim, da nas je naučila tega, da se da s tem preživeti, ampak je potrebno vložiti veliko več dela v vsak proces in predvsem v stik z bralstvom. Torej tisto, kar je ključ, je zelo skrbno načrtovanje vsakega projekta vnaprej, kakovosten in zaupen poslovni odnos med vsemi ustvarjalci knjige in pa predvsem iti s knjigo na teren in med ljudi. Tako tudi najlažje nagovoriš svoje bralce in jih prepričaš v tem smislu, navdušiš. Tako verjamem, da knjiga bo obstala. Mislim, da kljub vsej digitalizaciji in vsem napredkom, s katerim smo danes soočeni, da ne smemo pozabiti, da knjiga ostane neka kulturna vrednota, če vzameš knjigo v roko in bereš. Je pa dejstvo, in s tem se moramo spoprijazniti, da mlajši rod je bolj v digitalnem področju na poti in živi s tem, in da je lahko težje približati to strukturo temu rodu oziroma tem mlajšim bralcem. Tudi pri nas na Koroškem opažam kot duhovnik in kjerkoli, imamo mnogo poverenikov pri razpečavanju knjig. Če prideš knjige ponujati, babica, ki je še imela knjige, je umrla, ostali pa so nepismeni, kar se tiče slovenščine. To je, mislim, ni samo na Koroškem pri nas problem, to je tudi na Goriškem enak problem. In to, in potem pa lahko pozabiš. Ja? Mislim, da Mohorjeva je toliko posebnost med založbami in to pri nas bila po mojem podobno tudi za ostali dve družbi. Mi na to ne gledamo samo ekonomsko. Mi imamo seveda neko splošno poslanstvo in mi bi morali izdajanje številnih knjižnih naslovov takoj ustaviti, če bi na to gledali izključno ekonomsko. Ker to ni profitno. Se pravi, mi deloma tudi posel na drugih področjih in s temi dohodki izenačimo primanjkljaje na področju splošna knjiga. Seveda pa je potem vprašanje, koliko se tle lahko privoščiš. In to je potem seveda že tudi vprašanje, poslovno vprašanje, kako pa so te knjige kljub temu dosežejo bralce in tako naprej. Se pravi, to treba gledati na oboje, na to poslanstvo, na drugi strani pa tudi na to ekonomsko plat. Pri nas je konkretno tako, da ta šolski program, ki je ekonomsko najbolj uspešen, tam je manj skrbi, ker imamo sedaj pač ta trend proč od digitalizacije teh prvih šolskih stopnjah dejansko med fizično knjigo v rokah.
in to potem brati. Mi potem seveda dopolnjujemo to analogno ponudbo tudi s digitalnimi ponudbami. To se pravi, da imamo QR kode, ko dobiš potem dodatne informacije ali pa pesmi, gor pa knjige in tako naprej, tako da so taki kombinirani produkti. Moj to bo nekje tako ostalo, kjer otroci bodo rabili to fizično knjigo, kjer je tudi pedagoško to pomembno. Pri splošnih knjigah pa je tako, da seveda, če je družba taka, da teži k temu samo še kratke novice, samo še slike, en določen odstotek ljudi bo vedno hotel imeti tudi poglobljene informacije in poglobljeno bravo. Teh je manj, se strinjam, teh je vedno manj, to čutite žurnalisti, to čutimo založbe, ampak tisti, ki to delajo, so potem pa nadpovprečni lahko vplivni, pa tudi multiplikativni. Se pravi, kljub temu soustvarjamo javno mnenje. In prej je bilo na Koroškem, kaj jaz vem, 200 novih knjig zgodovinskih in zdaj jih je pa morda 50. In če od tega mi naredimo dober del, potem smo tle pri oblikovanju javnega mnenja nadpovprečno vplivni. In tudi to je potem pomembno in tudi za naše poslanstvo. Če še to dodam, no, res tisti, ki bodo brali knjige, bodo imeli toliko večjo prednost, v to ne dvomim. Ne? Ko si ti pred računalnikom, ti naredi karkoli, ko se znajdeš v situaciji, delaš pa s tem, kar si sam prebral in sam naredil. Ne? In že na lanskem knjižnem sejmu se je močno razvila debata o tem, a bomo še založbe ali bomo postali samo knjigotržci, ker se nam to seveda veliko bolj izplača. In mislim, da je to tudi vezano na vaše vprašanje, ne? Predvsem uvoziti knjigo v angleškem jeziku, zakaj bi jo sploh še prevajali. Ne? In mislim, da se bo tu vedno bolj tudi ločil ta trg v tem smislu, kdor bo želel zaslužiti. Ja, verjetno je to krajša pot, ampak tako kot rečeno, Mohorjeva ohranja res pomembno poslanstvo, da prav z močjo tiskane knjige skrbimo za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika, kulturnega in duhovnega izročila. Smem nekaj še dodati, in sicer, ki si omenila to slovenski knjižni sejem, je zelo dober primer, pojdite enkrat na Dunaj gledati, kako se je dunajski knjižni sejem razvil. Namreč je šel pred od komercializacije tega, da poudarek na vsebine, ki povabi avtorje, vse sami zorganizirajo in morajo vedno večje dvorane odpirati, ker vedno več ljudi hodi na te sejme in plačajo vstopnino. V Sloveniji se je pa to šlo lih nasprotno smer, to se pravi komercializacija, največji razstavni prostori imajo tisti ki knjige prodajajo in potem vedno več angleških knjig. To najbrž treba razmisliti. Pa mogoče še tudi, kar je izredno pomembno po moji oceni. Če ne bomo naučili naših otrok, ta male otroke, da berejo, da vzamejo knjigo v roke, bo to za našo družbo katastrofa, ker dejansko raziskave kažejo, da je branje knjige tudi trening, možganski trening, ne samo trening duha, ampak enostavno možganski trening, da so potem otroci sposobni, da verejo lahko, da lahko v šoli tudi tem izzivom so kos, ker tudi to opažamo, da ti otroci, ki prihajajo v prvi razred, so vedno manj sposobni, zato ker imajo pač te digitalne naprave v rokah in nimajo izobraženega, izurenih možganov. Tako da mislim, da je to tudi eno izmed poslanstvo, ki bomo res zelo pazili, da bodo naši otroci, to se pravi predšolski, in pa potem tudi tisti, ki hodijo v ljudsko oziroma osnovno šolo, da bodo res vzeli knjige v roke, da bomo mi jim brali in da bodo tudi otroci brali. To je po moji oceni ena izmed najbolj pomembnih zadev. Ja, če samo dodam, še podobno velja tudi za naš prostor. Recimo, zanimivo je, da zelo koristna zadeva, predvsem pri šolskih otrocih, je ta vseslovenska, bi rekel, akcija, bralna akcija za otroke, se pravi bralna značka. Nekatere šole so seveda zelo dejavne v tem smislu, druge malo manj, ampak na splošno gledano vseh slovenskih šolah v zamejstvu je uveljavi ta projekt in vsako leto tudi prirejajo te prireditve, ki so vezane na bralno značko. Naj povem, da tudi nekatere otroške knjige Goriške Mohorjeve družbe so potem vključene v ta projekt.
Podobno velja za pobudo Primorci beremo, ki je tudi čezmejna pobuda. Velja tako za naš zamejski prostor, kot za občine in primorsko, širšo Primorsko, se pravi knjižnice, ki delujejo v tem prostoru, vsako leto naredijo izbor knjig, ki jih potem ponujejo bralcem. Kdor prebere določeno število knjig, je pač deležen tega priznanja in med temi knjigami so tudi knjige, ki jih izdaja Goriška Mohorjeva družba. Je pa res, da je v zadnjih, recimo tako, 10-15 letih število naklade precej padlo. Recimo mi smo pred 15 leti še tiskali okrog 1000 izvodov zbirke. Zdaj, recimo redna zbirka s koledarjem smo na 600 izvodih. To je že velika razlika. Zdaj, mi, če ne bi dobili javnih prispevkov strani Italije in Slovenije, mi ne bi mogli si privoščiti teh založniških podvigov. Ne glede na to, da velika večina pač članov odbora in tako dalje smo delovni na nekako prostovoljni ravni, na amaterski ravni. Torej, zaposlujemo in plačujemo zelo majhno število ljudi, ki se ukvarjajo z izdajo knjige. Saj tudi v Sloveniji mislim, da nobena založba ne preživela, če ne bilo javne oziroma državne podpore knjigi, to sploh ni nobeno vprašanje, in tu mislim, da je eno področje, ki ga je v resnici treba bolj naslavljati. Zato tudi velja naša zahvala tako državi Sloveniji, kot tudi Avstriji, ki nas podpre. Tudi to je treba omeniti. Tako so o izdajanju knjig in o prihodnosti Mohorjeve družbe, pravzaprav 3 Mohorjevih družb v Celovcu, Celju in Gorici, razmišljali na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju. In tako smo v tokratni oddaji lahko prisluhnili predsedniku Mohorjeve družbe v Celovcu, monsinjorju Ivanu Olipu, direktorju te družbe, dr. Karlu Hrenu in pa uredniku Hanziju Tomažiču, predsedniku Goriške Mohorjeve družbe, monsinjorju Renato Podbersiču in dajniku Marku Tavčarju ter predsedniku Celjske Mohorjeve družbe Lojzetu Kozarju in pa ravnateljici doktorici Tanji Ozvatič. Kot rečeno, Mohorjeva družba že 175 let, prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi, povezuje celoten slovenski kulturni prostor, ljudem še vedno prinaša knjigo in z njo tudi upanje in pa duhovno bogatstvo, skrbi tudi za krepitev celotnega slovenskega naroda. Zato smo ji tudi posvetili tokratno oddajo. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom! Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.